Nažalost so velik del žur industrije tudi droge. Nekatere med njimi so legalne, kot naprimer alkohol. Druge pa so ilegalne in ravno zaradi njihove ilegalnosti je težje preverljiva njihova kvaliteta. Najbolj nevarne pa so tiste droge, ki jih sploh ne zaužijemo namerno. Ker je zmenkarjenje in žuranje sicer nekaj, pri čemer ne bi se zabavali in se sprostili, je zelo pomembno, da gremo ven primerno izobraženi. GHB oziroma GBL, to je neka brezbarvna tekočina, ki ima sicer vonj pa okus, ampak če jo ti razrečeš v soku ali pa v nečem z močnim okusom, lahko tudi ne opaziš, da je to noter. Ponavadi se pojavlja v takih kapalkah, v flaškah s kapalko in se potem zmeša recimo v neko pijačo. S čim lahko primerjamo ta monokus? Z bencinom recimo. Z bencinom? Ja, tak po razrečilu, ker GBL ima tudi uporabnost v industriji, uporablja se kot čistilo za feltne. Če zaužiješ 1 ml GBL-a ali pa še celo malo manj, se boš počutil tako, kot da bi bil malo pijan, recimo, kot da bi spil en močen gin tonik z nekim malo euforičnim učinkom. Problem je pa v tem, da takoj, ko je pa tega malo več, recimo mililiter pa pol ali pa 2 mililitra, ali pa ko je naslednja doza vzeta prej kot v 1 uri, lahko pride pa do predoziranja. Tako zelo na hitrco, recimo 10-15 minut po tem, ko ga spije, ti rata slabo, rataš omotičen in padeš v nezavest. In ta nezavest je lahko tako globoka, da te praktično ne morejo zbuditi. Ko pač mladi, ne vem, hodijo ven, začenjajo piti, začenjajo eksperimentirati z alkoholom, če slučajno vidite prijatelja, ki je ful bolj pijan v narekovajih, kakor bi mogel biti glede na to, koliko je spil. Ali pa če je bil 15 minut nazaj še dosti normalen, pa je pa v nezavesti, je treba res takoj pokličati rešilca, ker lahko da je nenamerno po nesreč vzel GBL, recimo. In če pač človeka pustiš, da leži v nezavesti na GBL-u, lahko umre. Preden pade v nezavest nekdo, kako lahko prepoznam, da je bilo kolegu podtaknjeno nekaj? Tako da res kar naenkrat rata zelo omotičen, vrti se ti v glavi, motnje ravnotežja, težko hodijo ljudje. Velikokrat ratajo tudi malo bolj seksualizirani, se pravi, se začnejo slačiti, imajo neke take bolj seksualne gibe, ali ratajo pa ful zoprni, agresivni, nesramni, kričijo in pol recimo po 10-15 minutah sam padejo dol. In potem, ko ga porukaš, se ne zbudi. Ali pa, če ga pa recimo stisneš, tako da mu povzročiš bolečino, takrat pa ljudje ponavadi zelo divje vstanejo, ne vem, ali kaj kričijo, ali krilijo, ali tako in pol, ker ga mine ta bolečina, spet pade v nezavest. Taka malo bizarna slika je. Velikokrat so tudi, imajo krče, jih tako krči in obraz in telo, tako da to so recimo vsi znaki, ki lahko kažejo na to, da je prišel do zaužitja GBL-a. Če človek redno uporablja GHB, pride do zasvojenosti, zelo hude telesne zasvojenosti. Kaj pa je glavni razlog za podtikanje? Ja, glavni razlog za podtikanje je zagotovo so zlorabe ali pa kraje. Zelo pomembno je, da če obstaja sum, da je bil GHB podtaknjen človeku, da človek res hitro pride do zdravnika in da to tudi povejo, ker pač vsako podtikanje substanc je kaznivo dejanje. To se naredi z namenom zato, da se človeku kaj naredi, je pa treba hitro se to narediti. Ker GHB je dokazljiv v telesu tam do 10 ur po zaužitju. Tako da je zelo pomembno, da če obstaja kakršenkoli sum, da je bilo podtaknjeno, se gre na policijo ali na urgenco, pa tam pove, kar se je zgodilo, pa oni pol obveščajo policijo naprej, ali pa da greš res na policijo, pa te dajo potem še na urinske oziroma na krvne teste, da se pač ugotovi, a je bil GHB not ali ne.